Na delovnem obisku v Slovenski Bistrici se je v sredo mudil varuh človekovih pravic Peter Svetina. Ob tej priložnosti so v prostorih občine odprli tudi varuhov kotiček. V okviru poslovanja varuha izven sedeža se vsak mesec že vsej zgodovini varuha odpravimo po posameznih občinah. Zdaj smo imeli zaradi korone precej omejene možnosti, kar se tega tiče, in Slovenska Bistrica je zdaj po dobrem letu prva, ki smo jo obiskali. V bistvu ni bila izbrana zaradi kakršnihkoli težav ali pobud, ki bi jih imeli z te strani, ampak čisto naključno. Danes smo si ogledali dom starejših občanov, seznanili smo se s projektom Dom doma, ki je zelo dober projekt, ki ga zelo pozdravljamo, kajti stališče moje je tudi to, da naj ljudje toliko časa, kot si le želijo, ostanejo v domačem okolju, starejši ljudje, ne da jih pošiljamo v inštitucije. Ta deinstitucionalizacija je zelo bistvena in ta projekt je eden izmed tistih pokazateljev, da tudi to ljudje dejansko potrebujejo in da si to ljudje dejansko želijo. Mislim, to je en dober pokazatelj in država bi morala več narediti v to smer deinstitucionalizacije, čeprav imamo v Sloveniji, kar kritično rad povem, v glavi predvsem inštitucije. Mi vedno, ko pomislimo na neko težavo, stanje ali karkoli, pomislimo na neko inštitucijo, ki bi to rešila, nikoli pa ne vidimo rešitev v skupnosti, da to skupnost lahko naredi. Želeli smo obiskati tudi Center za socialno delo, tukaj vendar direktorica ni imela časa, da bi nas sprejela. Potem smo se pa srečali z namestnikom mojim in dvema sodelavkama, s pobudniki, ki so se obrnili na nas neposredno, prišli fizično sem, tako da bomo odprli 6 novih pobud. Mi v tem naših obiskih sprejemamo predvsem tiste ljudi, ki še niso našli poti do nas. Kdor je že našel pot do nas in obravnavamo njegove zadeve ali smo jih obravnavali v preteklosti, ga prosimo, da odstopi prostor tistemu, ki še ni bil nikoli pri nas na vrsti, tako da bomo kar 4 pobude odprli. Županom sva že pogovorila, se tudi je ena konkretna zadeva, kar se tiče občine, vendar bomo poslali mi pisno povpraševanje, ko nam bo pobudnik oziroma pobudnica poslala dokumentacijo, da jo pregledamo, ocenimo in se potem najdemo skupno rešitev in jaz verjamem, da bomo našli skupno rešitev tudi v korist ljudi, predvsem zato smo tukaj. Bilo je nekaj iz področja denacionalizacije, reševanja socialnega stanovanja oziroma neprofitnega stanovanja, potem hrup, pa neke nejasnosti oziroma težave s davčno upravo. Ko govorimo o približevanju varuha lokalnemu okolju in pa ljudem, zato bo občina Slovenska Bistrica zdaj 4. občina, v kateri bomo odprli danes tudi varuhov kotiček. To je prostor, v katerem je informacijski material, kaj počnemo, kdaj lahko pomagamo ljudem in pa kdaj jim ne moremo pomagati, kar je tudi zelo pomemben podatek. Mi se namreč zelo pogosto srečujemo s tem, da se ljudje na nas obračajo, ko so pravnomočno zaključeni vsi sodni spori ali pa v recimo različnih dednih postopkih, potem v medsebojnih družinskih sporih, takrat mi ne moremo posegati, medsosedskih sporih, to v bistvu ni naša naloga, mi lahko posredujemo napram državi, državnim organom lokalne samouprave in pa nosilcem javnih pooblastil. Ta kotiček je tudi analogne narave, tako da so vse brošure in pa tudi predvtisnjena je tam pobuda, kako naj izgleda, tako da jo ljudje samo izpolnijo in pošljajo k nam po pošti. Imamo pa tudi brošuro v lahkem branju, tako da je dostopna tudi ljudem, ki težje razumejo, tudi starejšim otrokom, potem pa še poseben del tudi, ki pa se tiče otrokovih pravic, kajti varuh človekovih pravic Republike Slovenije ima pristojnost in tudi posebnega namestnika imam, ki je odgovoren za otrokove pravice, tako da toliko na kratko.
ta obisk pri nas, oziroma sploh pozdravljam način, da se inštitucija kot je varuh približa ljudem, ne, da se gre na teren in da se z tega vidika seveda ne nazadnje lažje ljudje tudi se odločijo recimo za obisk pri njem in pač soočijo z problemi, s katerimi se srečujejo. Zdaj, taki obiski so na nek način nam tudi v pomoč pri reševanju določenih problemov. Vemo, ne, da na socialnem področju pa še kje so številni problemi, s katerimi se srečujemo in jaz bi si seveda samo želel, ne, da bi tudi druge inštitucije, ki so pravzaprav odgovorne pri nas za posamezna področja, izkoristile tak način dela, kot ga ima varuh človekovih pravic in da bi se tudi tiste institucije bolj približale na terenu, ne. Zdaj, tiste zadeve, ki zadevajo nas, neke mnenja smo že izmenjali, ne. Če pa je, kaj bomo pa seveda dobili na mizo in bomo poskušali tudi absolutno seveda rešiti, smo pa tudi predstavili način reševanja, ne, posebej na socialnem področju, ker mi težko sami te stvari rešujemo, ne, z vso dobrohotnostjo, ne, ampak v bistvu se naslanjamo tudi na same centre za socialno delo, konkretno v takih primerih, glede tudi verodostojnosti podatkov in vsega ostalega, ne. In jaz se želim seveda varuhu tudi sicer še naprej uspešno delo. Zdaj pozdravljam pa seveda tudi odprtje tega kotička tu pri nas, ne, analognega, ne, zdaj tudi jaz sem malo bolj analogen, ne, tako da bom jaz tudi nekoga uporabil. Se strinjam s tem, ne, da seveda smo mi danes v neki digitalni družbi, ne, ampak ogromno ljudi še pa je takih, ne, ki pa ni digitalizacija verjetno edina rešitev za njih, ne. Prava stvar je dejansko nek živ kontakt in to je povezano tudi s tem. Petra Svetino smo tudi povprašali, kako kaže z nadaljnjim financiranjem projekta Dom doma. Ja, seznanili so me s tem, da se zaključuje projekt in da je financiranje zaenkrat nejasno, kar se tiče nadaljevanja samega projekta. Jaz bom zagotovo kontaktiral, prosil sem jih tudi, da bodo to poslali, zagotovo bom kontaktiral tako Ministrstvo za zdravje kot Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, da najdejo neko rešitev, da te ljudje sploh po sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi, zakaj bi tukaj nastala dvoletna praznina. Mislim, da to dvoletno praznino je treba zapolniti in začeti pač dele zakona, ki so vezani tudi na ta projekt, ne nazadnje izpolnjevati. Mi smo skupaj naslovili že to pisanje tudi na Ministrstvo za delo, ne, da, ker jaz pač trdim, ne, da to vrsten projekt na tak način pelan, kot je bil, ne bi smel biti. Seveda po eni strani je absolutno dobrodošel, vsebina, tu sploh ni debate, ne, da ne bodo narobe razumel, ne, ampak gre se sam način. Ne. Zdaj, pilotni projekti so namenjeni temu, da se neka stvar preveri, ne, in potem na koncu se reče, ne, da če je v redu, je potrebno zagotoviti nadaljevanje, ne, če ne, pač ne. Zdaj, v tem primeru se je pokazala verifikacija, da je v redu, ne. Smo pa mi se odločili tudi po razgovori, da koliko ne bo prišlo do financiranja strani države, jaz upam, da bo, no, da bo tudi varuh tu lahko kaj pomagal, ne. Bomo pač v neki okrnjeni obliki mi sicer ta projekt poskušali nadaljevati, ne, skupaj z občino Poljčane, je pa res, da to več ne bo prav enako, kot je pač zdaj bilo in tudi ne bo popolnoma brezplačno, ker preprosto občinski proračuni tega na tak način ne zmorejo, ne. Bilo je pa seveda te stvari treba po moje rešiti, ne, tudi v smislu te dolgotrajne oskrbe na daljši rok, ne.